Lepo zdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes se bomo pogovarjali o denarju. Vsi ga rabimo, vsi ga želimo, vsi ga hočemo imeti. Kako do več denarja? Eno vprašanje je, kako zaslužiti več denarja, in drugo vprašanje, ki ga ravno tako dostikrat dobim, je, kako preprečiti, da nam denar uhaja izpod rok, iz rok. Kako preprečiti, da nam denar polzi skozi roke. Okay? Glejte, prva stvar, ki moramo razumeti, je, da vse je energija. Življenje je energija. In ravno tako finance, denar so energija. Govorimo o finančni energiji. Druga stvar, ki jo potem moramo razumeti, je, da se mi vsi rodimo z omejeno količino, omejeno kapaciteto energije. In to kapaciteto potem z leti pač porabljamo, izgubljamo. Se vidite, kako je, starejši kot postajamo, bolj kot smo izpostavljeni stresu, različnim situacijam, več energije izgubljamo in dostikrat pač dnevno se srečujemo s tem, ko se počutimo popolnoma brez energije. In še posebej tisti, ki ste recimo direktno v prodaji, čutite, da brez energije je zelo težko prepričati kupca. Če smo brez energije, preprečimo prodajo, na nek način rečemo. To pomeni, moramo razumeti, da dejansko od naše kapacitete energije je odvisno, kakšen denar lahko manifestiramo, koliko denarja lahko kreiramo. In ravno tako je od naše kapacitete odvisno, koliko denarja lahko zadržimo. Govorimo o kapaciteti kreativne energije. Druga je potem naša življenjska energija, katero dejansko potrebujemo za to, da obstajamo, da živimo, da funkcioniramo. Glejte, za rezultat potrebujemo energijo. Če hočemo zaslužiti finance, potrebujemo energijo, kreativno energijo. Če naša kapaciteta kreativne energije je 1000 evrov, 1500 evrov, želimo pa zaslužiti 2000, 4000, 5000 evrov, potem gre vse to, ta razlika, ta manko, na račun naše življenjske energije, na račun našega zdravja, na račun našega telesa. To pomeni, saj poznate tisti rek, da lahko vsak zasluži milijon evrov oziroma milijon dolarjev, ker pač to prihaja iz Amerike, seveda, zagotovo, ampak vprašanje je, za kakšno ceno. Ogromno ljudi je dejansko zaslužilo ogromno kapitala, ampak na koncu, pred penzijo oziroma pač na stara leta, če temu tako rečemo, so izgubili svoje zdravje in izgubili dejansko in družine in vse skupaj. To pomeni kapaciteta energije. Kapaciteta energije je na neki način kot mišica, ki jo moramo vzdrževati, ki jo moramo regenerirati. In ključ tega je regeneracija energije. To pomeni, ena stvar je, da mi opažamo, da z leti ta mišica pojenjuje, pač zato ker tudi kapaciteta energije se nam zmanjšuje. In če nimamo sistema, da to regeneriramo, potem dejansko drvimo v neke vrste prepad. Ogromno poslovnežev je pač strah, kako ostati na vrhu v svojem poslu, kako se obdržati na tem nivoju in delajo vse živo, od fizičnih aktivnosti, meditacije, poskušajo z raznimi takšnimi drugačnimi pripomočki. Ampak dejansko ključ je v energiji. Dejansko energijski pretok, energijsko polnjenje in energijsko zdravljenje je dejansko tisto, ki nam omogoča, da vzdržujemo svojo energijo. In ravno tako, glejte, če želite dejansko iti v višji finančni razred, seveda ena stvar je, zopet pač lahko greste in pač naredite neke tečaje, si povečate svojo izobrazbo, ampak zopet dobite dodatne izkušnje, če temu lahko rečemo, ampak zopet moramo razumeti, da vse to skupaj lahko delamo samo v okviru naše kapacitete energije. Če gremo preko sebe, če gremo preko svoje meje, preko kapacitete, gre zopet to na ceno, na račun našega zdravja, našega fizičnega telesa, našega počutja. Glejte, se vidite, kako je dejansko danes zaradi stresa, napetosti, potem gre počasi v utrujenost, izgorelost in potem pač v bistvu, bom rekel, organizem občasno popolnoma odpove. In če želimo iti v višji finančni razred,
dejansko se moramo naučiti, kako povečati svojo kapaciteto energije. In to je na nek način kot mišica. Mišica, ki jo natreniramo, ampak natreniramo na pravi način ali pa dejansko fokus. V bistvu vse te stvari lahko natreniramo in to je dobra novica. Ravno tako, če želimo preprečiti, da nam denar uhaja iz rok skozi roke, da nam spuzi, gledajte, ogromno ljudi zasluži nek denar, pa je to lahko nek mali denar, 500-600 evrov, ne? Ali čist minimalna plača, ali pa dejansko pač na malo večjem nivoju. Ne? Včasih ljudje dobijo nek dodaten kapital, ampak potem vse izgubijo. Zakaj je to? Zaradi kapacitete energije. Glejte, dobijo neko nepričakovano položnico, prometno kazen, pokvari se jim avto, odpove hladilnik, crkne televizija. Dejansko, ko se pogovarjam z ljudmi, ki seveda pridejo do mene, ker imajo pač energijsko situacijo, dejansko so to takšne prigode, preko katerih izgubljajo denar in ne vejo, kaj narediti. Ključ je v kapaciteti energije. To pomeni, če želimo več denarja, če želimo povečati svoj kapital, dejansko moramo povečati svojo kapaciteto energije. Če želimo preprečiti, da nam denar izhaja iz rok, skozi roke, spuzi, kakorkoli že rečete, v katerem koli delu Slovenije, dejansko zopet moramo delati na svoji energiji. V bistvu, gledajte, če razumemo življenje, kapaciteta energije je vse. Ko imaš dovolj energije, ni pomembno ničesar. Gledajte, pred dobrimi 20 leti sem začel za svojo službo. To je bila moja prva služba. Nisem imel niti dneva delovnih izkušenj, nisem vedel, kako se stvari delajo. Imel sem lokal, fotokopirnico, seveda malo sem znal fotokopirati, ampak ostalega dejansko nisem znal. In vse ostalo, dejansko stranke, posel in naročila smo skompenzirali z energijo. To pomeni, ključ je v energiji. Seveda pač moraš, če bi me zdaj vprašali, če grem še enkrat po isti poti, absolutno ne, bi dejansko šel po bistveno pametnejši poti, ampak dejansko da se. Ključ ni izobrazba, seveda izobrazba lahko pomaga, ampak ključ je v kapaciteti energije. Ravno tako, če pogledate recimo danes, ko iščete delovno mesto, kaj je tisto, kar iščejo delodajalci? Zanima jih, ali imajo bodoči njihovi zaposleni energijo. Če nimajo energije, je dejansko se nimajo kaj pogovarjati. To je bilo eno kratko sporočilo, ker dobivam dosti vprašanj in je dosti tega, finance, hočem še eno diplomo, hočem še to. Seveda lahko vse to delamo, ampak za kakšno ceno? Ker če nimamo goriva, kapaciteta energije je kot gorivo. Lahko imamo najboljši avtomobil na svetu pred sabo, ampak če nimamo goriva, ne moremo nič. In ravno je tako z nami. Tudi lahko ima največ znanja na svetu, lahko imamo ne vem kakšne informacije, ampak če nimamo goriva, če nimamo energije, da te informacije realiziramo, da to spravimo v posel, da naredimo prodajo, da sklenemo neko kupčijo, potem dejansko je vse nažalost zastonj. To je bilo nekako moje sporočilo, kar sem danes želel deliti z vami. Če želite poglobiti svoje znanje, če želite nadgraditi svojo energijo, če želite regenerirati svojo energijo, me kontaktirajte, vam lahko povem več informacij, lahko vam predstavim sistem dela, vsa orodja, ki jih boste za to potrebovali, da lahko dvignete svojo energijo in svoje življenje na popolnoma drug nivo. Mogoče na nivo, na katerem še nikoli niste bili. Tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.